To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. piši na info@decrypt.com. Zdravo, danes imamo pa enega gosta, ne David? Ja? Povabila sva Andreja P. bitcoinerja, dolgoletnega delavca v kripto v Bitcoin industriji, zdaj pa ustanovitelja podjetja in storitve Astra AI. In ker je AI to vroča tema, bo probala danes čim več izvedeti in o storitvi Astra AI in o umetni inteligenci nasploh, kam gre. Ne? In povezavi z Bitcoinom, ne? Živijo, Andrej. Živijo, Andrej. Živijo, hvala za povabilo. Ful lepo, da si se nama pridružil. Mila flancava kakšne bučke o AI-ju in ni ga boljšega sogovornika kot ti. Tako da mogoče bi bila prvo vprašanje glih to. Kaj sploh pomeni umetna inteligenca? Ja, to je lahko tehnično, filozofsko, družbeno, kulturno vprašanje, ki ga lahko začnemo odgovarjati z različnih zornih kotov. Mislim, da pojem je že kar, ni to nekaj novega, ne, se pravi, umetna inteligenca nekako se s pojavom, bi rekel, računalništva, oziroma takrat, ko se neki prvi programski jeziki pojavijo, je človeka začel zanimati, se pravi, če imamo zdaj nek kompjuter, oziroma neko mašino, kateri mi damo nek input in nam ona vrže nek output, a bo ta mašina enkrat sposobna sama generirati outpute brez da mi ji damo kakšen input. Se pravi, če bo lahko postala zavestna in a bo imela neko inteligenco. Ne? In pol se lahko vprašamo, a je kalkulator, ne, žepni kalkulator recimo, a ima neko inteligenco, ne? Ker računati znaš ziher boljš, kakor večina ljudi, ali pa kakor pač vsak človek, ampak kaj dosti več pa ne zna. Ne? Tudi dolg časa recimo je veljal, da ne bo računalnik mogel človeka v šahu premagati, pa je pol IBM z Deep Blue, Kasparova premagal in takrat naprej računalnik ne more več, oziroma človek ne more več računalnika premagati. AlphaGo je tudi en tak bil primer s to to namizno igro Go. In pač kaj je umetna inteligenca? Se pravi, da nam nek računalnik ali pa naprava daje vtis, da je inteligentna. Ne? In mogoče je to najboljš opisal Alan Turing s tem, ko je nekako definiral Turingov test, se reče, kjer je rekel, oziroma postavil hipotezo, da Turingov test je nek test, kjer človek ima interakcijo z nekim programom, računalnikom, napravo, s čemarkoli, in more ugotoviti, oziroma če ta naprava daje vtis, da imaš pogovor oziroma interakcijo s človekom, potem je ta Turingov test prestane. In zdaj zelo dolg časa je nekako veljalo prepričanje pa konsenz, da Turingov test zelo dolg časa ne bo prestan, ampak jaz bi rekel, pa se to ni moje neko originalno mišljenje, ampak se strinjam s tem, kar je Peter Thiel rekel, da zdaj, ko je ChatGPT prišel, je nekako prestan Turingov test. Se pravi, imamo zdaj neko, temu rečemo umetna inteligenca, ampak rečemo neko računalniško inteligenco, ki lahko zelo dobro nas nekako pretenta, da se mi pogovarjamo s človekom. In to na nek način je
umetna inteligenca. Kaj pa Tesla samovozeča vozila? Ja, to je neka ozko usmerjena umetna inteligenca. Ne? Se pravi, Teslin self-driving je definitivno neke vrste inteligenca, zato ker se lahko obnaša v svetu in se prilagaja na okolico. Ne? Tako da jaz bi temu tudi rekel umetna inteligenca. In se sama odloča v nekih situacijah. Ne? Tako, ja, in se pač na podlagi inputov odloča po nekih parametrih, ki so bili zastavljeni, kako bi bilo pač najboljš. Mogoče tukaj pri tej definiciji, kaj je umetna inteligenca, imamo težave zaradi tega, ker še čist sami ne vemo, kaj je inteligenca. Oziroma so neke definicije, ampak tudi te definicije so tako zelo hlapne, oziroma se jih da interpretirati na različne načine. Ne. Tako da mogoče najprej bi mogel začeti s tem, kaj je inteligenca, pol pa kaj je umetna inteligenca. Ampak velikrat pa pridemo do vprašanja, sploh kaj je zavest, pa kako lahko dokažemo, da smo mi zavestni, pa zdaj, a je nek računalnik zavesten, ki ima neko sposobnost ali ni. To je pač filozofska debata. In pa diametralno nasprotje, kaj je naravna neumnost. Ne? No, ampak vprašanje gre bolj v to smer, kaj je umetna inteligenca, o kateri se pogovarjamo danes na vsakem koraku. Umetna inteligenca, ki jo uporablja zdaj toliko storitev spet na vsakem koraku na spletu, in pa ki jo uporabljaš tudi ti v svojem podjetju Astra AI. Ne? Ja, v tem kontekstu gre za jezikovne modele, se pravi, še vedno so to neki programi oziroma neka koda, ki se obnaša po nekih pravilih, in uporabniška izkušnja uporabe jezikovnega modela je zelo podobna uporabniški oziroma izkušnji pogovora s človekom. Mogoče smo mi do zdaj bili navajeni recimo uporabljati iskalnike, kot je pač Googlov iskalnik, in tam si ti neki noter, neki iskalni termin vnesel, in potem je Googlova inteligenca oziroma ta njihov iskalnik je vrnil neke rezultate glede na pač to, kaj si ti napisal. Jezikovni model, pa in to je zelo enosmerna, v bistvu komunikacija. Se pravi, mi damo nek iskalni termin in dobimo neke rezultate. Pri uporabi jezikovnega modela gre pa v bistvu za nek pogovor, kjer nam ta model na drugi strani vrača tudi vprašanja, in lahko imamo z njim neko interakcijo. Se pravi, tukaj gre za neko spremembo paradigme, kako imamo mi interakcijo z nekimi podatki, ker še vedno na koncu gre za to, da mi probamo iz podatkov izluščiti neke informacije, in recimo pri iskalnikih je bilo to recimo na nekem določenem nivoju zadovoljivo, zdaj z jezikovnimi modeli pa mislim, da smo prišli na neko višjo stopničko, kjer jaz recimo osebno se že zelo malo poslužujem Googlovega iskalnika, ampak večkrat se z jezikovnim modelom pogovarjam, ko hočem neko informacijo dobiti. No, ko smo bili pri tem, katere jezikovne modele uporabljaš za ta vsakodnevni search, iskanje, učenje? Ja, veš kaj, če rabim zelo, kako se reče, faktično oziroma kjer potrebujem faktografsko zelo natančno informacijo, potem uporabljam Perplexity. Zato, ker Perplexity lahko brska po spletu, pa zelo lepo ti definira potem oziroma navede vire. In kadar rabim nek tak, nek v bistvu podatek, uporabim Perplexity za recimo, ne vem, mogoče malo
Evo, recimo zdaj pred kratkim me je zanimalo, jaz imam neko grafično kartico v računalniku in tako malo me je zanimalo, kaj bi lahko bil zdaj naslednji upgrade in sem se s ChatGPT-jem pogovarjal o tem, kaj bi bil možen naslednji upgrade, kaj bi drugače mogoče ful časa porabil, da bi neke YouTube videe gledal, pa po forumih bi zdaj bral, pa na Redditu bi iskal informacije. Kaj se pa v bistvu usedeš? Kater ChatGPT pa, ker ta brezplačni nima dostopa do interneta v realnem času. Ja, modelov na ChatGPT-ju je več, tako da zdaj trenutno jaz največ časa preživim v O1 ali pa O3 mini, oni so zelo tako zanimivi pri tem poimenovanju. Če rabim nekaj na hiter, mogoče tudi tega 4O uporabljam. Tako da čisto različno. Google te je vrgel na neko spletno stran in si mogel sam prebrati in sam neke zaključke potegniti. Zdaj ti pa ChatGPT skuša zaključek potegniti in ker se ukvarja z neko temo, ki jo ne poznaš, kako to preveriš? Ja, ali pa lepo zaupaš, če ni zdaj to tako pomembno, da moraš ful preverjati. Drugače pa, če pa hočeš preveriti, je pa vse v tem elite perplexity dober, ker ti da vire, in pa ti lahko pač pogledaš, kje je on dobil to informacijo in tam še malo prebereš o tem, kako je to zapisan. Drugače pa preverjanje virov gre pa spet pol lahko na Google, ker iščemo nek drug vir te informacije. Ja, mislim, da smo prišli do Astra AI, storitev, ki jo ponujate, ne? Kaj sploh to je? Lahko na kratko pojasniš? Ja, Astra AI je v bistvu spletna aplikacija, kjer mi s pomočjo umetne inteligence nudimo tutorske storitve. Se pravi, vizija že od začetka je to, da probamo izkušnjo inštrukcij oziroma tutoringa 1-na-1, ki je dokazano najbolj uspešna metoda poučevanja, prestaviti v neko to digitalno obliko, kjer imaš interakcijo z tutorjem, ki ti pomaga pri učenju in ti tako zagotavlja hitrejše in bolj učinkovito učenje. No in zdaj od zadaj uporabljaš nek model, ki ga verjetno menjaš, ker teh modelov je vsake 14 dni več. Ta pogon LLM-ja verjetno menjate, ali kako? Ja, res je. V bistvu mi smo začeli na OpenAI-ju, se pravi smo najprej njihov API uporabljali, potem s časoma so pa seveda prišli konkurentje. V prvi vrsti je bil to Claude od Antropika. Potem se je pa tudi Google počasi zbudil iz tega svojega spanja in splovil Gemini, je njihov model. Tako da mi v bistvu zdaj uporabljamo kombinacijo vseh teh treh modelov za različne naloge oziroma uporabljamo te modele na različnih stopnjah tega procesa, zato ker primarno se mi ukvarjamo z inštrukcijami matematike. Slaba lastnost jezikovnih modelov je pa, da so slabi v matematiki oziroma ni to njihova najboljša ni to njihova najboljša plat, zato smo imeli pri razvoju pač neke določene izzive in še vedno jih imamo, predvsem povezane z natančnostjo. Upam si trditi, da Astra AI je najbolj natančna AI rešitev, kjer gre za učenje matematike in to pač mi dosegamo z nekimi svojimi lastnimi pristopi, pa tudi to v bistvu, kako mi te različne modele kako bi rekel, uprežemo, da dosežemo. Naravno inteligenco uporabljajo, 100%. Trije, ki tam odzad kucajo, pa popravljajo ChatGPT. Ja, zdaj bi bilo pri tem številu uporabnikov to že malo težko, ampak ja, sej v bistvu vsi, ki se lotijo zdaj razvijanja neke
ali produkt ali storitve na podlagi umetne inteligence se srečajo, jaz pravim, da to je zdaj AI trilema, ne? Se pravi, to je problem, ki ima nekako 3 aspekte, se pravi, eno je cena, potem je hitrost, pa natančnost. In ti se potem gibljaš, se pravi, če hočeš višjo natančnost, boš verjetno imel višjo ceno, pa malo bolj počas bo delal, če hočeš ful veliko hitrost, bo verjetno manj natančno, se pravi, se mora vsak potem nekako odločiti, kje bo najdel tisto zlato sredino med ceno, natančnostjo in hitrostjo. Koliko developerjev pa imate pri vas, da se ukvarja s tem? Se ti ukvarjaš? Ja, zdaj v bistvu developerji so 3. Zaposlujemo še enega developerja, tako da tiste, ki zanima, imamo odprto delovno mesto za full stack. Smo pa v začetku, seveda, ker midva s Klemnom, ki sva soustanovitelja, nisva tehnično dovolj podkovana, da bi to sama sprogramirala, sva pa najela razvojno agencijo Zero Days, ki so nam pomagali v začetku in v bistvu naredili prototip in ja, nam še vedno za določene stvari pomagajo. No, odlično. A lahko malo provociram? Zato, ker povprečen uporabnik bi se vprašal, kako se je meni zdaj utrnil. Zakaj si pa najel agencijo za programiranje, če pa ChatGPT vse sprogramira? A ni to magična rešitev za prav vsak problem? Ne, definitivno magična ni. Je bilo še vedno bolj smiselno, spet ne, tudi pri razvijanju podjetniške ideje se ukvarjaš s tem, koliko hiter pa za kakšno ceno si pripravljen nekaj narediti. Zdaj jaz sem nekaj denarja skupaj s Klemnom na začetku vložil v to, da smo čim hitreje to naredili. Mogoče bi midva lahko prišparala to začetno investicijo, pa se sama lotila, ampak ne verjamem, da bi lahko v tako hitrem času prišli do zadovoljive rešitve, ki bi jo lahko ponudil na trgu. Tako da mogoče za kakšne manjše stvari, mislim, da se marsikaj res narediti in to, kar ti zdaj ChatGPT omogoča kot pomoč pri kodiranju, je res neverjetno, kakšen napredek je bil tukaj narejen, ampak za našo aplikacijo je bilo še vedno potrebno malo več znanja in povprašati ljudi, ki so pravi programerji. Ja, verjetno naredijo 80% dela, unih 20% je problematičnih, tako kot pri vsaki zadevi. Ja, absolutno. Ja. Kaj me zanima? Prej si rekel Astra AI, osebni inštruktor, pa si prej omenil matematiko. Ja. Kaj pa še ostalega? Mogoče najprej, zakaj matematika? Ne? Zato, ker večkrat 50%, če gledamo svetovno, koliko je povpraševanja po tutoringu, je matematika. Ne? Tako da matematika je res neka taka tema, ki zahteva največ neke učne pomoči. Tako da smo tudi mi okrog tega zgradili produkt in matematika bo vedno ostala ta core, v bistvu okrog katerega bomo vse ostalo delali. Trenutno so pa na platformi še kemija pa angleščina. Delamo tudi na tem, da fiziko kmalu ponudimo. Pa ostale predmete počasi, ne? Ampak ni tak, recimo, ne vem, za geografijo ni takega povpraševanja po inštrukcijah, kot je recimo za matematiko. Omenil si angleščino, kaj to pomeni? Lahko naročnik prav govori z AI-jem ali je to samo pisno učenje? Ja, trenutno je čisto vse predmete interakcija pisna, ker je trenutno glasovna interakcija z vidika porabe resursov predraga.
Ko bo to malce cenej, bomo pa mi tudi, v bistvu to je naš tak naslednji velik razvojni, bo nek izziv, da ta produkt pridobi tudi glasovno interakcijo, se pravi, da ti ne boš rabo več pisati in potem bo to tudi za učenje jezikov neka nova stopnja. Tako da ja, trenutno je to pisno, delamo pa na tem. Jaz mislim, da v roku tam 12 do 18 mesecev bi si potrditi, da bo na Astri tudi glasovna interakcija. A je ta hitrost sprememb, ki je vedno višja, v vašem primeru olajševalna okoliščina ali je težko spremljati te preskoke v spremembah? Ja, v bistvu to je dobro vprašanje. Za nas je to v bistvu prednost, zato ker to pomeni, da lahko mi konstantno izboljšujemo našo storitev in na začetku se je veliko govorilo o tem, ja, pa si samo wrapper za ChatGPT ali pa za nek model, ampak zdaj se počasi kaže slika, da vsem bo ta application layer, se pravi aplikacije, ki so zgrajene na jezikovnih modelih, da bojo igrale pomembno vlogo. Lik zaradi tega, ker je konkurenca na področju LLM-ov tako velika in se tako hitro stvari spreminjajo, da bo to, kjer jezikovni model ti uporabljaš, prepuščeno aplikaciji. Se pravi, neka aplikacija bo to zate se odločila in bo ta layer teh modelov bo nekako zakrit v aplikacijah. Tako da za nas je to dobro, ker na eni strani jezikovni modeli tekmujejo v ceni in to pomeni, da je pritisk cenovni navzdol, in se tudi za nas uporaba API-jev je v bistvu vedno cenejša. Ja, je pa potrebno imeti nek interni proces, da lahko hitro to testiraš, da lahko hitro se odločiš, kaj narediti in dejansko pa to tudi, kar se da hitro implementirati in ponuditi končnemu uporabniku. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Končni uporabniki vaši so pa osnovnošolci, srednješolci, dijaki in študentje. Pa verjetno še kdo pa, če rab. Ja, v bistvu zdaj tako. Mi največ nas uporabljajo srednješolci, zato ker seveda matematika je v srednji šoli oziroma gimnaziji postane oziroma ima nek nivo, kjer kjer se pojavljajo težave, dajmo tako reči, pa matura je nek pomemben mejnik v tem formalnem izobraževanju, ki jo morajo pisati vsi, ki hodijo oziroma ki so v tem procesu formalnega izobraževanja v Sloveniji, pa tudi širše, tudi v drugih državah so podobni neki zaključni izpiti. Tako da je pa Astra AI primarno, je razvita za osnovno pa srednjo šolo, ne toliko za fakse, mogoče neki tej začetni letniki, ampak pol se pa ne marketiramo kot, ne vem, da lahko neko višjo matematiko s tem delaš, ker enostavno tudi te modeli še niso tako napredni. Imamo pa za študente en poseben produkt, ki se mu reče Zapiski AI. To je pa v bistvu produkt, v katerem ti svoja gradiva naložiš in se potem LLM na podlagi tega nauči in lahko dobiš nekega tutorja, ki se pa osredotoča samo na to tvojo
snov, ki jo imaš v zapiskih, v raznih učnih gradivih in tako naprej. Je pa pri zapiskih AI ta element sodelovanja, kjer lahko povabiš svoje sošolce, da v bistvu skupaj lahko potem upravljate te mape za zapiski, v ozadju pa seveda umetna inteligenca pripravlja različne kvize, flashcarde, tako da je v bistvu učenje bolj interaktivno. No, to se mi zdi super. A prepozna tudi pisavo? Ja, lahko tudi ročno napisane artefakte, da jim reč naložiš. In umetna inteligenca je res v prepoznavi ročne pisave je kdaj kar presenetljivo, koliko dobro zna to prepoznati. Ok. Se pravi, dijaki in osnovnošolci, če še niste preverili, kako to deluje, dajte se registrirati. Ja, prvih nekaj vprašanj je brezplačnih, drugače pa naš poslovni model naročniški, tako da imamo mesečno pa letno naročnino. Definitivno cenej, kakor pa inštruktor. Ja, to je bil tudi nek, kako bi rekel, driver oziroma nekaj, kar nas je gnal, ker z umetno inteligenco lahko res drastično znižamo stroške tutoringa in to res drastično. Recimo v Sloveniji je ura inštrukcij tam med 15 pa 20 evrov, mi pa damo v bistvu neomejen dostop za cel mesec za 20 evrov. Tako da tukaj res govorimo o drastičnem zmanjšanju stroška. Je bil pred vašim sedežem podjetja že kakšen protest tutorjev, inštruktorjev? Ne, zaenkrat ne, ampak zanimivo bo videti mogoče še malo v prihodnosti, čez par let, kako se bo ta market zaradi umetne inteligence spremenil. Zanihalo, kako ste trg disruptirali, kako se reče. Kaj pa število naročnikov? Vam raste? Ste zadovoljni? Ja, trenutno, par dni nazaj smo presegali 70,000 uporabnikov. Lepa. Tako da rast je dobra. V Sloveniji smo kar znani, je pa itak naš cilj je širitev v tujino, tako da mi zdaj zelo veliko resursov pa nekega napora vlagamo v rast na nemško govorečem trgu. Na avstrijsko-koroško, Slovencem najprej? Ja, posod. Si predstavljam, da saj to neko osnovno logiko boste lahko pa uporabljali kjerkoli, ne? Kaj ste jo zdaj naredili? Ja, itak, vse tukaj je vprašanje distribucije. Mi vemo, da v bistvu value serviramo, uporabniki ostanejo pač naročeni, uporabljajo to in vprašanje je samo, koliko uspešni bomo pri distribuciji na tujih trgih. Res, da Astra v Sloveniji ima mogoče malo poseben napram tujini status, zaradi tega, ker je že ta portal obstaja, pa zdaj mene veliko mladih pozna, pa preko tega lahko dosti organsko rastemo. Ampak jaz mislim, da enkrat, ko uporabnik pride pa vidi, da to res deluje, pa da res pomaga, je tudi pripravljen plačati. Tako da v bistvu je vprašanje samo... V tujini že konkurence, koliko je teh portalov za nemško govoreče, ki si jih lahko poslužujejo? Ali ste tudi tam med prvimi? Veš kaj, trenutno konkurenca je bolj na ameriških tleh in seveda Američani se bojo najprej osredotočili na ameriški market, zato tudi mi nismo hoteli takoj iti na ameriški trg, ampak smo si nekako rekli, bomo probali najprej na evropskih trgih, ker je ta posebnost, da so jezikovno pač razčlenjeni. Tako napadli. Pa nam je to malo bližje, tudi kulturno, pa tako in smo šli malo bolj drugačen ta pristop rasti.
Ja, Valjda, pa Mađare navdo pokrili kar takole, Američani, ne? Pa Fince, Estonce in vse te podobno. ja, pa bo pa še vprašanje te evropske regulacije, ne, kako se bo obnašala ob tem AI-ju, ki so se tako trepljali po prsih birokrati, da imamo mi prvi na svetu nek AI Act, oziroma nek pravilnik, ne, tako da bomo smo kar dobri, ne, v Evropi. Ja, tako da bomo tukaj imeli neke izzive in mogoče nek Američan se lih ne bo zdaj s tem ukvarjal. Za nas bo pa to mogoče lahko neka konkurenčna prednost, da bomo to prvi, oziroma bomo vse naredili v skladu s pravili in tako lahko servirali market. Kaj te je pa najbolj presenetilo pri razvoju vaše storitve, pa katera je bila neuspešna izkušnja, s katero ste največ naučili mogoče? Ja, mislim, kaj nas je presenetilo, da pač AI tudi ni vse mogočen, ne, tako kot mogoče se zdaj velikrat to so neki taki senzacionalistični, ne vem, headline, ne, da AI bo zdaj kar vse neki, ne vem, prevzel svet ali kaj, ne, ampak ko se enkrat lotiš razvoja z AI-jem, vidiš, da je tudi tukaj pač še vedno veliko problemov in problemov, ki jih še noben ni naslovil in moraš nekaj sam prvi narediti. Tako da, mogoče to, ne, se pravi, to je neka nova v bistvu zdaj industrija in ti si prvi, ki nekaj razvijaš in ne more ti noben pomagati, zato noben s tem še delu in si ti nekako pionir in se moraš sam znajti, ne, tako. Mogoče to je nek tak aspekt. Nekaj negativnega, ali pa kar ni uspel. Ali pa veliko. Mene trenutno najbolj še vedno iritira to, da recimo te modeli so slabi v geometriji. Geometrija je eno področje matematike, kjer je še vedno največ težav, prihaja največkrat do napak in jaz vem, da so geometrijske naloge so nek benchmark za to, koliko je nek model dober, ko pride. Ker enostavno ta prostorska predstava šepa. Kaj pa ta kitajski model, DeepSeek? DeepSeek smo testirali, je dober, je v bistvu na ravni najboljših modelov od OpenAI, je pa njihov API zelo počasen, tako da verjetno so imeli tudi zelo velik navaz zdaj, ker niso mogli handlati tega demanda. Tako da trenutno DeepSeeka v naši infrastrukturi ni, je pa v bistvu skozi gledamo, kaj tudi oni počnejo. Sam zanima me, rekel si, da so slabi v geometriji. Kaj to pomeni? Da grafični izrisi niso še dobri, da naredi trikotnik s 4 vogali, ali kaj je problem? Enostavno ne zna si predstavljati iz besedila ali pa iz nekih podatkov, kako bi na koncu mogla izgledati rešitev. Čistko, se pravi, imamo nek, ne vem, trapez, pa so podani neki določeni podatki in on ne zna pravilno nastaviti postopka, da bi pravilno rešil, ali pa namesto trapeza uporabi za deltoid. Tako, veš, take... Kaj pa korak naprej? Ali boš lahko uporabil AI, ki bo zbiral AI modele? Namesto tebe se odločil, kateri modeli so trenutno aktualni, ker jih bo še Indici predstavil, pa sej to je mogoče tisto, kar sem prej omenil, se pravi, nek ta application layer bo za to skrbel. Zdaj, bo to nek nov AI, ki bo se odločil, sigurno bo
se uporabljala neka umetna inteligenca tukaj. Tako da definitivno, ja, bo to. Koliko daleč bo šlo to? Koliko daleč bo šel ta AI? Bova lahko midva enkrat nadomestila Andreja kot gosta, pa si izmislila, da bo govoril to, kar midva hočeva. Absolutno. Jaz mislim to, ko vprašaš, koliko daleč bo to šlo. To bo šlo toliko daleč, da mi zdaj sploh nimamo domišljije oziroma ne moramo se niti zamisliti, veš, kam vse bo to šlo, pa kakšna disrupcija bo to na trgu, v raznih industrijah, koliko novih industrij bo nastalo zaradi tega. Tako da to je zdaj res neka era, v katero se mi pomikamo, kjer bo ta akceleracijski, pospeševalni moment bo samo še večji z vsakim letom in po mojem nas zelo nore stvari čakajo. Tako. Denarja nismo revolucionirali, ne vem, full let, ker so ga banke držale v kremplih. Na internetu smo revolucionirali že vse ostale, bodi si podatke ali pa industrije. Zdaj AI spet skače z revolucijami naprej. Bo uporabljal AI digitalno valuto za prenašanje vrednosti in koliko daleč je Bitcoin od neke realne uporabnosti v teh aplikacijah? Mislim, tle zdaj lahko spet samo uporabljamo svojo domišljijo, o tem, da o tem filozofiramo. Ampak če bojo enkrat, oziroma ko bojo, ko bo internet ali pa neko to digitalno okolje polno nekih teh agentov, ki delujejo semi samostojno in bojo med sabo in se bojo ustvarjali trgi med temi agenti, bojo te agenti sigurno potrebovali nek način oziroma neko tehnologijo izmenjave vrednosti. Zdaj, kaj bo ta denar, bo temu se reklo denar ali nekaj drugega, bomo videli. Ampak ja, jaz mislim, da Bitcoin kot native internet currency ima neko možnost, da dobi neko novo dimenzijo uporabnosti v tej neki novi ekonomiji, ki bo nastala z tem, da bo v tem digitalnem okolju živel ful teh agentov umetne inteligence. Tukaj je verjetno, kaj bo ogromno število nekih mikroplačil. Ja, mikroplačil, prenosa iz ene jurisdikcije v drugo, prenosa mogoče iz neke platforme na drugo. Veš, mogoče bojo platforme imele neke svoje valute, pa bo pol treba imeti nek layer, da boš prenašal to vrednost iz ene platforme na drugo. Tako da, kle se bojo te use cases se bojo sami ustvarjali in to bo odvisno samo od implementatorja. Tako, implementatorja oziroma tega, ki bo neko to tehnologijo implementiral, kaj bo pač izbral. Ja. In ena pač obstaja, to vemo. Ja, obstaja ena, imaš različne pač opcije, tako da bomo videli tudi, kakšen bo demand. Saj na koncu se vsak nekako tržno obnaša in bolj je samo vprašanje, na kateri strani trga si. Če si ti tisti, ki ustvarja nekaj, se odločiš to na podlagi povpraševanja in če povprašuješ po neki storitvi, se odločiš glede na to, kakšna je ponudba. Tako da tukaj sta te silnici na trgu iz obeh strani in če bomo hoteli, Bitcoin, tudi mi, ki to tehnologijo mogoče malo bolj poznamo, pa smo z njo seznanjeni,
bomo mogli jo ponujati, da bo povpraševanje po Bitcoinu in po Bitcoin tehnologiji, po uporabi Bitcoina v različne namene naraščalo. A kaj poznaš mogoče tudi fantje na Nostru, čeprav razumem, delajo razne DVM, Digital Virtual Machine ali neki vending machine. To se, da poveš, kaj želiš in rečeš, prosim, poišči ponudbe, gre gledati do različnih teh, ki ponujajo take storitve in dobiš nazaj neke listinge, plačaš z Lightningom in v zadnji, rečemo, AI zgenerira to, kar si ti zaželel si. Bral sem o teh zadevah, zdaj sem prav razumel, ali ne vem, ampak nekaj v tem smislu se je že dogajalo. Veš kaj, za Nostr sem slišal, ampak po pravici povedan ga nisem kaj dost uporabljal, tako da nimam nekega pogleda ali pa neke misli o tem. Ja, stoji on top nad tem je to. Tako, kot si prej rekel, application layer, to je v bistvu ena izmed aplikacij, ki pa združi zraven še Lightning plačila z AI-jem, ki pa zgenerira to, kar pač ti iščeš. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. A kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupaš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. A za Astro AI danes sprejemate plačila v Bitcoinu ali pa Lightningu? Ne sprejemamo in to me zelo boli. Mi imamo implementiran Stripe kot plačilni procesor in Stripe je imel plačevanje s kriptom nekaj časa, pa so izgleda podlegli regulacijskim pritiskom in ga zdaj nimajo. Čeprav so rekli lani, da bojo januarja 2025 to nazaj vključili, ampak zaenkrat še ni. Sem lih preden smo začeli snemati, sem pogledal, če je mogoče se med payment metodami, plačilnimi metodami, če se že to pojavilo, in se ni, ampak tako, ko se bo, bomo tudi mi sprejemali plačila. Zdaj smo pa pri tej evropski regulativi, ki zahteva KYC, se pravi podatke plačnika v kriptovalutah. Boš mogel identificirati svoje kupce ali jih identificiraš že zdaj? Ja, zato ker imamo plačevanje s kreditnimi karticami, ne moreš v bistvu izvesti plačila, če ne daš svojih podatkov. Kupac ja, ampak jih ti vidiš? Ti jih ne rabiš? Da, jaz jih vidim. Jih vidiš, okay. Zato ker sem tudi, kako se reče, upravljalec portala, na katerem sprejemam plačilo in moram se to je malo smešen, kljub temu, da gre za digitalno storitev, jo moram jaz dostaviti in na računu recimo napišem, komu sem jo dostavil. Prej, ko si omenil, da si niti ne znamo dobro zamisliti, kam vse to skupaj gre. Nekako logično je, da bo AI in povezane zadeve z njim nadomestilo del opravil, ki jih trenutno delamo mi, ljudje. Ja. Se pravi, bo neki ljudi ostali brez službe in bojo mogli poiskati recimo nekaj drugega. Zdaj, če bo ta napredek toliko velik, te koraki toliko veliki, da bojo nadomestili polovico vsega, kar mi delamo, kako vidiš, kako bo pol izgledal v družbi, kaj bojo te ljudje počeli?
A bo nek odpor? Jaz si predstavljam, da če bo levica bo skakala gor, dol, na vse smeri, če bo kaj tazga slišala. Ja, mislim, levica lahko skače, kakor hoče, ampak tehnični napredek je neizogiben. Mislim, ja, lahko bomo mi neke stvari prepovedala, ne, ampak a veš, mogoče zdaj tako, umetna inteligenca je še vedno nekako contained, iščem pravo besedo, nekako ukleščena res v ta digitalni prostor, ampak a veš, z razvojem humanoidnih robotov pa raznih strojev, ki imajo tudi neko interakcijo s fizičnim svetom, tukaj bo pa umetna inteligenca res naredila mogoče še večjo razliko, kakor jo zdaj dela v digitalnem okolju. Ne? A veš, in predstavljaj si, ok, mogoče imaš zdaj neko firmo, ne, kjer nekaj proizvajaš in ne vem, ljudje delajo v razvoju, marketingu, ne vem, imaš pravni oddelek, računovodski oddelek financ, pa imaš skladišče in skoraj vse to se bo dalo avtomatizirati na neki točki. Ne? Tako da bolj, ko mi podaljšujemo to časovno skalo, bolj velika verjetnost je, da nam bo umetna inteligenca ali pa neka entiteta to prevzela. Ne? Tako da jaz mislim, da čisto nobena človeška dejavnost ali pa aktivnost, ki jo mi danes počnemo, ni izvzeta iz tega. Ne? Tudi neke kvazi pseudoznanstvene stvari, ne? Tudi astrolog bo boljši kakor človek enkrat z umetno inteligenco. Tako da bomo pred zelo velikimi izzivi. Ne? Zdaj, to, kar me vprašaš, kako bo to izgledalo, nimam pojma, ker to je neka kreativna destrukcija in tukaj lahko res samo filozofiramo, ne? Kakšna bo izgledala ta ekonomija, kako se bomo mi odločili, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Ne? Se pravi, Evropa tukaj verjetno bo kraljica reguliranja in mogoče bo naš kontinent drugače izgledal kakor ameriški, ne? Zato ker v Ameriki so bolj naklonjeni spremembam, pa zdaj s to Trumpovo administracijo se tudi je deregulacija bolj popularna beseda kakor regulacija. Tako da, ja, ne vem, veš, mogoče čez 20-30 let bosta to dva različna svetova, ne? Kada bi na drugem planetu pristal, če boš potoval v Ameriko. Tako da neki bomo lahko mi sami vplivali, neki bo pa čisto nevidna roka trga, dajmo reči. Ja. Kar je prav v končni fazi, ne? Ja. Kje so pa prvi poklici, ki vidiš, da bojo lahko imeli težave z umetno inteligenco? Mislim, vsak poklic, ki vsebuje, oziroma kjer v poklicu branje pa generiranje besedila predstavlja nek center vrednosti. Ne? Se pravi, neko prevajanje, tolmačenje, pisanje besedil. Ja, novinarski poklici. Se pravi, nekaj, kjer je to, da ti bereš nekaj, oziroma da nekaj potem piš, da je output je besedilo, to je zdaj v prvi vrsti, ne, bojni. Tako da... Ampak, če bodo poslušalci nadomestili naju z AI-jem, pa tudi mi dva poslušalce nadomestila z AI poslušalci. To je globoka. Naravna ne poznava, ja. Veš kaj, stane, ne? Mogoče se to malo smešno sliši, ampak dejansko imaš prav, ne? Nekdo bo neki delal in mogoče bo imel morje agentov, ki ga bojo poslušali, zato ker jih bo zanimalo, če bo neka uporabna informacija se pojavila. Prišlo na misel oglaševanje, ne? Zdaj dosegel si nek vrh ali pa dosegli ste en vrh, pojavili ste se v podcastu na Coinu, ampak
dejansko ti lahko agenti, AI pomaga pri oglaševanju storitve. A je to že kje kakšna storitev, se to že uporablja? Mislim, zdaj odvisno, kako definiraš tega agenta oziroma kaj ta agent počne. Ne? Zdaj mi se še vedno poslužujemo dosti klasičnega, no, spet za ene ni klasično, za ene je to pač zelo napredno, kar mi delamo, ampak mi probamo TikTok pa Instagram algoritma pohekati in ugotoviti, kako se prikazati čim večjemu številu oči. Si rekel sam, da se ne poslužuješ več recimo Google, poslužuješ se teh LMM-jev, se pravi ChatGPT-jev in podobnih. A je tam že oglaševanje, tako kot je oglaševanje na Google ali pa na socialnih omrežjih? Ne, ni. Se pravi, zdaj ni neke oglaševalske platforme, tako kot je, ne vem, Metina, da bi ti lahko zakupil, ne vem, prompt, prostor oziroma recimo, v teh rezultatih. Na ChatGPT pa rečem, ne vem, razloži mi Pitagorov izrek, pa on mi nekaj razlaga, pa se vstavi pa reče, lahko pa uporabiš Astra AI. Ja, to še ne obstaja. Shit, to bo vse prepleteno z oglasi. Glih, kar sem jim dal idejo, panda. Kako ne zdaj to zaračunam? V eter sem dal idejo. Konc je. Enkrat to konc. Ja. No, pa ker zlih dobro zdaj to zapeljal. Podatki, naši podatki, ki jih te enormne baze SEP grebajo, imajo praktično vse podatke o nas, ki so na voljo na spletu ali pa o neki storitvi, če ta ponudnik storitve deli podatke. Definitivno. Mislim, podatki, ki so bili uporabljeni za trening teh modelov, veš, saj tudi zdaj pred kratkim par dni nazaj sem videl, da so neki researcherji ugotovili, da je OpenAI verjetno tudi iz Deep Weba neke stvari potegnil in zelo veliko osebnih podatkov v teh stvareh noter. Tako da ja, tistka misel, da jaz bom tako rekel, če si ti karkoli na internet napisal ali pa nek svoj input dal, sem 99% prepričan znajdel v situaciji, kjer je ta podatek bil uporabljen za trening teh modelov. Tako da tukaj si ne delamo utvar in tistka misel drugače je verjetno zelo nevidno. Mislim, večina ljudi sploh ne razmišlja o tem, da je to lahko kakšenkoli problem, ne? Kako pa ti vidiš, a je to problem? Da so ljudje indiferentni do tega? Ja, pa da pač sploh ne razumejo, da ima nekdo drug tvoje podatke in zakaj vse jih lahko uporablja. Ja, pač ljudje so, pa smo, pač del neke svoje svobode prodali za convenience oziroma neko preprostost ali pa da smo neko vrednost iz tega dobili. Ampak Gmail je zastonj. Ja. A veš, saj tudi ljudem, kar rečeš, če je neki zastonj, si ti tista stvar, ki se monetizira in večine to pač ne prizadene, jim je enostavno vseeno, tako da tako pač je, mislim, zdaj, a bi mogli mi nekako ljudi ful bolj o temu izobraževati, a bi ljudje potem se drugače na spletu obnašali. Dvomim. Jaz mislim, da je tako kot pri vseh stvareh, dokler tebe po glavne useka, ne poslušaš, čeprav imaš informacije, nočeš jih slišati. Ja, pa veš kaj, tako kot je veliko naravnih pojavov, porazdeljenih po Gaussovi krivulji, je tudi človeška inteligenca, tako da povprečje oziroma večina ljudi ne bo o tem imela niti kapacitete razmišljati, pa se kritično odločati, tako da to pač izrabljajo potem
opisati naravno neumnost z lepimi besedami. Na to direktno. Ja. Tako da tukaj je pač to prepuščeno vsakmu posamezniku. Obstaja, vem, da ti zdaj naprej že skočim, ampak samo še to bi. Obstaja možnost, kako se zaščititi pred tem, se pravi, da podatki odtekajo? Ne, jaz mislim, da edino, kar lahko narediš, če hočeš to, je, da postaneš kako bi rekel, antitehno usmerjen. Ampak čim ti neko, veš, že prenosni računalnik je to kompleksna naprava, ne, da jo ti niti pod razno ne znaš sam narediti. Saj itak nič na svetu, noben več ne zna sam narediti. To je praktično nemogoče, ker smo dosegli tako stopnjo razvoja, a veš, in zdaj, ko ti kupaš računalnik od Apple ali pa telefon od kogarkoli, nimaš niti znanja, niti kapacitet, da bi, a veš, se ukvarjal s tem, zdaj ta naprava zbira neke podatke, pa jih nekam pošilja. Tudi, če imaš ful visoko znanje na tem področju, te lahko korporacija pretenta in kljub temu, da ti misliš, da se podatki nikamor ne pošiljajo, se nekam pošiljajo. Tako da boljše je delovati z zavedanjem, da se podatki skozi pošiljajo in pa se samo ti odločaš, pa kako nekaj početi, pa kje tehnologijo dati v svoje življenje z zavedanjem, da podatki odtekajo. Jaz probam tako pač se odločiti. Če nočeš, ne vem, imeti smart coffee mašina, pol pač imej neumen coffee mašina, ne, brez AI, ne vem, čipov ali whatever. Ampak na neki točki, mislim, a veš, avto, ki je narejen pač v današnjem času, ne moreš v bistvu kupiti avta več, če nov avto kupuješ, ne? Da ne bo imel ful enih računalnikov, pa zbiral ful enih podatkov, pa v bistvu pošiljal nekam te podatke. Ne? Ja. Tako da pol je ti edina možnost, ki jo imaš kot potrošnik, da toliko star avto kupiš, da tega nima, ali pa ne vem, se naučiš pohekati to in ponudiš na trgu izklop pošiljanja podatkov. Ne. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Imaš še kakšno povezavo z Bitcoinom, kaj v načrtu v zvezi z Bitcoinom pri storitvi Astra AI? Mislim, dlje od plačevanja, oziroma da to ponudimo kot plačilno opcijo, nisem razmišljal. Sem pa v bistvu razmišljal, da bi naredili enega posebnega. V bistvu tako ena ideja je, da bi imeli neke avatarje, recimo neke zgodovinske osebnosti, kjer bi se mladi lahko z njimi pogovarjali, da bi se lahko pogovarjali z Aleksandrom Velikim, Markom Aurelijem, tako nekimi zgodovinskimi osebnostmi. No, in ena ideja je, da bi eno teh avatarjev bil Satoshi Nakamoto. In da pač lahko začneš, kdo si ti, kaj si naredil, a mi lahko poveš več o Bitcoinu, a mi lahko pač poveš, kako Bitcoin deluje. In to bi bil eden od avatarjev, s katerim bi se lahko pogovarjal o Bitcoinu, ekonomiji, denarju, avstrijskem šoli. Si mi to kupil te je. Ja. Ko boste pa to naredili, se pa spet slišimo. Ja, velja. Smo malo pogovorili, se to še končno. Ja. Super. Ja, tako da recimo pa bi mi poskrepali vse njegove poste na Bitcoin Talku, vse možne, ne vem, knjige, sej verjetno ni tako. Dobro, se tega ni veliko, to je res frakcija. Ja, vsa razmišljanja, ki so jih ostali ljudje imeli pa okrog tega in bi verjetno... Mili vanilji efekt in imaš zgodb, ko krčeš, ne?
Tako. Andrej, kaj odgovoriš ljudem, ki pravijo, da so Bitcoin zamudili? Kaj odgovorim ljudem, ki pravijo, da so Bitcoin zamudili? Mislim, da niso zamudili. Probam ugotoviti, koliko vejo o tej stvari in hitro ugotovim, da ne vejo dovolj. In jih potem usmerim na neko domače branje. In jim enostavno priporočam, da probajo več o temu se naučiti, se izobraziti, več prebrati in potem bojo verjetno ugotovili, da niso prepozni. Katerega leta bo Slovenija začela v svojih pokojninskih blagajnah kupovati Bitcoin? Kaj jaz vem, 2048. Toliko malo. Pismo, dobro. Hočeš reči, da takrat bomo vse porabili in se bo sesul? Ja, mi imamo zelo velik problem s to demografsko sliko, ne? Tako da nekaj bo treba, neko spremembo bo treba narediti. Ker če ne, bomo do 100 leta delali, ne? Si predstavljam. Ne vem, kako bi drugače to šlo. Ja, težko je biti pameten glede tega. Ja. Ok, imaš eno čarobno palčko, 5 stvari, ki bi jih lahko, kaj bi naredil, če bi postal, da nam zdaj, da je predsednik države, pač nekdo, ki ima moč v Sloveniji. 5 stvari, ki bi jih spremenil. Prvo je treba res obračunati z korupcijo in urediti porabo javnega denarja. Ne? Se pravi, če poberamo davke in če so davki mehanizem za neko prerazdeljevanje tega, kar mi ustvarimo kot družba, pol si ne smemo dovoliti, da se nekdo na račun davkov okorišča, oziroma da je to nek mehanizem za korupcijo, za goljufanje, za to, da pač ta denar nekam odteka. Ne. Tako da ful mi je všeč, kar dela ta dolž zdaj v Ameriki, ki so se spustili v to, kako se tam javne finance porabljajo. Tako da nekaj takega sigurno rabimo v Sloveniji in mislim, tako res ne more družba prosperirati, če ta sistem ne deluje. Ne. Se pravi, če lahko nekdo, ki je pri koritu, oziroma nekdo, ki ima to moč, mehanizem davčni izkorišča v nek svoj prid in v škodo ostalih. To je tako number one. Mislim, jaz se spal drugega ne bi na začetku dotikal. Ne. In jaz sklep Bitcoin res vidim, ne. Se pravi, pola, veš, ko bo malo več ljudi, pa ene par generacij, ki bo že odrastel, ki bo razumel Bitcoina, ne. Jaz mislim, da bo bottom up potem neka potreba po temu, da imamo mi nek transparenten način preverjanja porabe javnih financ. Ne. In tukaj blockchain, tako, če blockchain rečemo kot tehnologija, ne, saj to je lahko Bitcoin blockchain, je pač ful dober, da imamo res na tem nadzor. Ne. In ko bo enkrat polk gotovo, se blockchain je v bistvu z tega stališča ful dober, da ne more nekam nekaj odtekati, oziroma če vidimo, da odteka, lahko ukrepamo, pa začnemo to raziskovati, ne, kam zdaj to odteka. Pa bodo ljudje zahtevali Bitcoin, oziroma zahtevali bojo tak denarni sistem. Ne. Tako da to je neka prva stvar. Drugo veš, je pa se to sem enkrat tudi že komentiral. Jaz mislim, da družba ima 3 stebre, ne. Se pravi, dober pravni sistem, dober zdravstveni sistem, pa dober šolski sistem. Jaz mogoče z svojim udejstvovanjem se na ta
zadnji sistem nekako osredotočam, ampak vsi trije so ful pomembni, ne? Zato, ker če imaš ti družbo neumnih, bolanih pa koruptivnih posameznikov, boš verjeten, si na poti nekega propada, ne? Če imaš pa družbo zdravih, kritično razmišljujočih, pa moralno zelo močnih posameznikov, boš pa verjeten imel družbo prosperitete, ne? Tako da To si zelo lepo povedal. Ja, tako da tukaj se lahko osredotočimo na te 3 stebre, a veš, in pa tako, okej, kdo bo za kaj poskrbel, ne. Vemo pa, da danes pravo, tako v Sloveniji, ne, se dogajajo neke čudne stvari, zdravstvo je neka koruptivna luknja, šolstvo pa tudi, ne primanjkuje učiteljev, učiteljski poklic je slabo plačan, folk hodi z odvetniki v šole, a veš, tako. Pomemben je učni načrt, neznanje. Tako da imamo veliko izzivov, ne, in ja, jaz oziroma mi kot firma se tukaj z tržnim mehanizmom, ne, borimo, ker res verjamem, da edini tržni mehanizem je tisti, ki lahko naredi neke spremembe, zato ker sem pač po nekem prepričanju libertarc in ja, se bomo pač trudili v tej smeri. To je super slišati. Kako pa lahko do tega pridemo? Kako lahko pometemo s tem sistemom, ki je trenutno pri nas? Mislim, vse vem, če vsi, ne vsi. Veš kaj, jaz mislim, da morajo se najti ljudje, ne, ki ne bojo politike pa v bistvu političnega sistema izrabljali za neko svojo korist. Se pravi, jaz mislim, da bi se mogel najti nek kles, ne, oziroma nek rang posameznikov, ki so finančno pač preskrbljeni in se gre samo še za to, da izboljšajo svet oziroma izboljšajo družbo, v kateri živijo. Se pravi, rekord je bolj slab pri tem, ne? Prej si omenil Ameriko pa ameriškega predsednika, Trump še vedno nabira denar tudi zase in za svoje družbe. V tem smo kar slabi, ne? Zato je to zelo velik problem, ne? Ja. Veš, tudi v Evropa, ne, kot Evropska unija, je to pač neko leglo, bi jaz rekel, nekega sloja birokratov. Svetovni prvaki smo. Ja, in dokler se to ne bo spremenilo, ne, pač bomo imeli stanje tako, kot je. Sej to ni nič novega, ne. Mogoče tisti, ki tako malo študira zgodovino, ve, da smo mi kot zahodna civilizacija, ne, smo na neki tehnološko, mogoče smo na neki trajekciji rasti, ne, pa tehnološko se razvijamo, ampak tako kot, a veš, po nekih drugih merilih, se pravi to, koliko mladih ima, ne vem, otroke, koliko mladih živi na svojem, koliko mladih, ne vem, začne v ful perspektivnih poklicih. Tukaj pa mi ful nazadujemo iz leta v leto, ne. Tako da tudi ta demografska slika nam ni v korist. Tako da ja, čakajo nas pač tukaj izzivi, ne. In zelo težko je napovedati, veš, kaj bo, ne. Mogoče bo res zdaj, mogoče bomo res vstopili, veš, veliko se govori o neki zlati dobi, ki zdaj prihaja zaradi umetne inteligence, ne. Imaš ta, ne, kako se že reče, effective acceleration movement ali nekaj takega. Ampak kdo je to povedal? Globalisti ali kdo drug? Mislim, da ta termin nekje iz Y Combinatorja izhaja, zdaj kako se oni pozicionirajo, mislim, da to so še vedno neki uspešni podjetniki, ki so neki pač naredili v tehu.
Tako da jaz, ko to poslušam, sem optimist, ne, ko pa gledam, mogoče neke stvari sem pa pesimist, ne, tako da pa sem nekje vmes. Pravim čim bolj realno, ne, gledati. Ja, po enih ciklih, to, kar si že prej rekel, ne, kako že, Fourth Turning ali nekaj takega, se imenuje tudi knjiga. Smo zdaj dejansko v nekem prelomnem obdobju, tehnološko, tudi socialno, denarno, pa mislim, da je to četrti, še ne vem kaj je še en, 4 cikli, koliko se sekajo. In to je zdaj v teh naslednjih 10 letih naj bi se zgodilo. In glede na zgodovino je to, se pa svet obrne navzgor. Tako da ja, ali pa nek drug. Ja, ali pa nek drug imperij pride na oblast, ne? Drži. Se pravi, menjava zdaj nekega tega zahodno kapitalistično libertarnega, ne vem, korupcijsko. Predvsem korupcijsko, ja. Ja, sistema. Kapitalizma. Ja. Saj to vitek vemo vsi, ki smo brali te v povezavi z Bitcoinom, ne, te pač analize ekonomske poznamo. Ja, bomo videli, a se bomo obrnili bolj v ta nek ameriški model ali v nek kitajski model. Ne. Jaz tako vidim zdaj, ne. Ali nek ta turbo late stage capitalism ali pa nek kvazi oziroma neka čudna zmes komunizma pa kapitalizma, ne, kjer neka partija pač vlada in obvladuje v bistvu svet. Tito partija, mladina rakija. Iz komunizma v komunizem. Če naredimo cel krog, jaz sem se v komunizmu rodil. Evo, pa gremo spet kaj. Derec sta prišla vidva s to debato. Ja. Ne, hotel sem še to vprašati. Kako pa gledaš na to, da na odgovornost posameznika? V zadnjih 10, mogoče kaj več let, se mi zdi, da ta odnos do tega, da si odgovoren za svoje življenje, za to, kar dela, svoje dejanja, ne nazadnje za zdravje in tako naprej, prelaga vedno na nekoga druga in vedno je nekdo drug kriv za določene stvari. Kako na to gledaš? Veš kaj? Tudi to, da naprimer ne znamo nič narediti, ne? Sami. Ja. Smo odvisni totalno od drugih. Ne? A je to mogoče korak, kako zdaj tukaj iti, splavati iz tega, postati bolj samozadosten? Saj vem, da ne moramo biti, pa vse delati samo v Sloveniji, ampak je pa dobro, če pa kaj znaš, ne? Absolutno. Jaz mislim, da zelo dobro je, če posameznik postane ekspert v nečemu, pa v zelo velikih stvareh, da ima saj neko osnovno pač poznavanje, ampak veš, tukaj bi mogoče dal malo drugačen pogled, ker ne vem, kje sem to prebral, ampak ti dejansko si odvisen, nimaš, a veš, jaz nisem odgovoren za to, a jedrska elektrarna Krško zdaj v redu deluje. In če gre tam kaj narobe, jaz ne morem nič, ker absolutno nič ne morem, ima pa lahko to zelo velike posledice na moj life, ne. A veš, hrana, ki jo kupujem v trgovini, pač moram zaupati, da tam nek proces v zadnji je, da jaz dobim nekaj, da se nam tam zastrupo. Ampak se to kupuješ pri kmetu. Ja, zato kupujem pri kmetu. Ne vem, hišo, ki jo zgradim ali mi jo zgradijo, moram zaupati, da je nekdo dober statično znal to izračunati, ne. Avto, ki ga kupim, moram zaupati, da je tam nek proces, a veš, in dejansko nimam odgovornosti, oziroma ne morem imeti za kvaliteto life, pa storitev pa dobrin, ki jih jaz uporabljam, ne morem imeti toliko odgovornosti, ker pač pol bi lahko sam bil nek nabiralec, veš, da bi tam vedel, kjere maline nabrati, pa kjere ne. Ampak v toliko kompleksnem svetu, ki mi danes živimo, pa je odgovornost ful na drugih, zato je samo dobro, da ti uno delo, ki ga delaš, a ne, da si maksimalno odgovoren
ker sistem upet v nek, zdaj pa spet se vračam na ta tržni mehanizem, in probaš ti na trgu pač dati nek produkt pa storitev in ti poljamčeš, da je tisto najboljš. Kar pa ti od drugih dobivaš, se pa ti pač maksimalno pač in pa pač maksimalno zaupaš. Veš, tudi na koncu, če govorimo o Bitcoinu, a lahko zdaj ti kot posameznik prevzameš odgovornost pa narediš audit cele Bitcoin kode, pa čist v potankost razumeš, da lahko temu 100% zaupaš, ne moreš. Mislim, boš ful časa boš za to porabil in nič drugega ne boš mogel vmes delati, ker boš pač se mogel samo temu posvetiti. Zato moramo tudi mi na nek način pač drugim zaupati in kukar je pač Bitcoin tehnologija, ki naj bi temeljila na temu nezaupanju, v resnici naš life človeški v praksi deluje tako, da smo pa ful odvisni eno drugega in pač moramo zaupati, da drugi dobro delajo in ko se to podre, gremo pa lahko res sam nazaj v neko plemensko ureditev, pa tam sam za svoje otroke skrbimo, pa to, a smo varni pred nekimi medvedi v gozdu. Ja. Se strinjam s tem, da smo absolutno odvisni. Lahko pa sprejmemo kakšne odločitve tudi sami. Absolutno. Ne, sej, jaz ne pravim, da nič, ampak ta tvoj scope odgovornosti je danes tako omejen, da probi pač postati v nečemu ful dober, zato da boš cenjen pa se znal dobro pozicionirati v družbi, v kateri živiš, ali pa zameni družbo. Ja, sva odgovorna za vsebino najnega podcasta in mislim, da lahko za današnjo epizodo rečeva, da sva nekaj vsebine predstavila najnim poslušalcem, da sva naredila najboljš, kar znava in da se zato lahko zahvalva Andreju. Hvala lepa, da si delil z nama svoje modrosti. Želiva ti ful sreče pri projektu Astra AI, tebi in tvojim sodelavcem. Registrirajte se, probite, tam boste zelo prijazne in zelo sposobne inštruktorje najdel. Ja. In tudi tebi se zahvaljujeva, Andrej, zelo dobra debata, ker dolgo smo se zadržali, pa ko se to še ubudiš, se slišimo spet, ne? Ja, hvala za vabilo, definitivno. Hvala, čau. Hvala, čau. Okay, čau. Enač, stanite na coinu, zbirite satošije, ne?